Hvala, ker ste se odzvali v takem lepem številu. Seveda zahvala najprej Univerzi na Primorskem in vsem, ki delujete pod tem okriljem, da ste nas sprejeli. Zahvala tudi Mestni občini Koper, ki je pristopila kot častni pokrovitelj projekta. Zahvala seveda generalnemu pokrovitelju v ustni medicini. Brez njih projekt zagotovo ne bi bil tako uspešen, kot je, predvsem pa se ne bi mogel tako razširiti. Zahvala gre seveda tudi vsem ostalim pokroviteljem, ki so omogočili ta projekt. Naj omenim dva izmed njih, ko sta danes tu vas potem pogostila z dobrotami. In pa seveda zahvala tudi vsem, ki so kakorkoli sodelovali, predvsem našim portretirancem. Danes imamo tudi dva tukaj, me zelo veseli. In pa tudi vsem ostalim, ki jih ni tukaj, in pa čisto vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu projektu. Mislim, da nas je bilo okrog 100, če se štejemo vse, mogoče celo 200. In se mi zdi, da ta projekt je res dokazal, da se da združiti ljudi tudi v pozitivnem, ne samo tako kot dela politika, ko v bistvu združujejo ljudi v nekih negativnih zadevah oziroma jih bolj deli. Mi smo tle res pokazali, da se da združiti, smo združili celo Slovenijo in to mi je veliko veselje. Če pa se navežem na vprašanje, v čem je ta projekt drugačen? Predvsem je drugačen v tem, da je bistveno bolj odmeven od vseh ostalih. Zajel je bistveno večje število ljudi, razstave so potekale po celi Sloveniji, tako da res te slike je videlo ogromno ljudi in odzivi so bili, če priznamo odkrito, mene osebno so presegli vsa moja pričakovanja. Namreč to, da ti ljudje, ki v bistvu so gledali te fotografije in ne, da bi me poznali, jaz sem šla namreč večkrat po teh razstavah malo pokukati kot opazovalec in so ljudje navdušeno komentirali, da ko vidijo te fotografije, dejansko ne morejo biti slabe volje in jim že fotografije same pričarajo nasmeh na obraz. Tako da definitivno je to nek res pozitiven projekt, pisani nasmehi so združili vso Slovenijo in to me res zelo veseli. Morate priznati, da ne samo, da je lepa, pač pa je tudi pametna in veseli smo tega. Izgleda, kot da gre na maturantski izlet in prav z veseljem bi se pridružil kot njen partner pri plesu. Vsem tistim, ki so sodelovali pri tem projektu, ki je v teh časih, ki jih zaznamuje krutost sistema, v katerega smo šli sicer prostovoljno in potem pustili za seboj mnogo katere uzance, ki so bile v prejšnjem sistemu, vsaj tistim, ki smo bili takrat mladi, zelo pri srcu. Prostovoljstvo in dobrodelnost je ena od teh, tako da tisti, ki še vedno namenjate svoj čas za takšne dejavnosti, dodatna in še enkrat zahvala. Dobrodelnost in prostovoljnost je vedno vezana na srce, tako kot je nekoč pesnik zapisal, ni slovenskega rodu, da bom nekako prevedel približno. Če pogledamo na svetu okoli sebe še srcem, potem se bo izkazalo, da je resnica nekje vmes med tistim, kar se vidi v oči in tistim, kar je zaznalo srce. Tako nekako bi želel, da bi še v prihodnje bilo še več takih akcij in projektov, ki bodo izhajali tudi iz tega nevidnega v nas, ki dopolnjuje tisto, kar svet, v katerem živimo, zanemarja.
Univerza na Primorskem bo take projekte še naprej podpirala, tudi zato, ker je, mislim, da prva institucija, ki ima na eni od svojih članic, na Inštitutu Andreja Dušič, ima od prva sprejet tudi pred veliko prostovoljstvo. Želim vam še naprej lep večer. Iskrena hvala za te besede. Zdaj pa pojdimo malo k nasmehu. Le celostna obravnava in natančna diagnostika našega ustnega zdravja nam lahko zagotovi dolgoročno zdrav, pravilen, funkcionalen in estetski nasmeh, ki seveda pomembno vpliva na zdravje našega celega telesa. Smejte se po svoje. Tukaj se vse začne, pa pravi dr. Matej Pirtovšek iz klinike Ustna medicina, ki je seveda generalni pokrovitelj tega projekta. Izvolite. Lep dober večer vsem zbranim in veseli me, da se lahko tudi v Kopru poklonimo na smehu in na nek način prispevamo z dobrodelnostjo, ki je, kot je moj predhodnik povedal, v Sloveniji mogoče malo manjka. Na začetku bi se najlepše zahvalil vsem sodelujočim, ki jih vidite na teh prekrasnih plakatih. Obenem pa izrazil poklon dvema osebama, to sta Urška Košir, ki je bila umetniški in idejni vodja projekta, skupaj z nami ter Aniti Ogulin, ki vedno dobro sodeluje in je vedno pripravljena iz enega projekta narediti eno lepo zgodbo. Ta projekt se je začel približno dobro leto nazaj, ko smo se pogovarjali o tem, kako bi lahko združili umetnost in zdravje, oziroma to, kar delamo mi na kliniki Ustna medicina, ter to, kar dela Urška Košir. In padla je ideja, zakaj ne bi vseh teh nasmehov ujeli, in to mislim, da nam je zelo uspelo. Urška Košir, katerikoli aparat si že kupila pred leti, to je bila ena pametna investicija, tako da čestitke. Obenem pa najbolj topla nota vsega je tisto, za kar smo se pa v končni fazi trudili in razširili celoten projekt Naj nasmeh izven mogoče tistega bazičnega, ki je nastal v Ljubljani. Šli smo tudi v Maribor, šli smo v Celje in končali tukaj v Kopru. To pa je ta dobrodelnost, namreč nasmeh, za katere se tako trudimo v kliniki Ustna medicina, nima nekega pravega pomena, če ne izhaja iz srca. In vse premalo nasmehov vidimo pri ljudeh in če lahko poklonimo nekomu nasmeh, ki je mogoče bil v svojem življenju prikrajšan za priložnosti, ki jih imamo mi tukaj, nam seveda to veliko pomeni in lepo nam je pri srcu, ko vidimo, da lahko tudi otrokom, ki si drugače določenih stvari ne bi mogli privoščiti, pričaramo en nasmeh, kajti otroški nasmehi so najlepši nasmehi. Obenem najlepša hvala mestni občini Koper in univerzi, ki sta gostila to zaključno prireditev in nam tudi omogočila, da na koncu s pomočjo izobraževanja razširimo zavedanje o pomenu ustnega zdravja. Tako smo izvedli pred parimi dnevi tudi predavanje na Univerzi za vede o zdravju, tako da bilo je zelo lepo. Ta projekt ni zadnji, obljubljamo in še se vidimo v podobnih priložnostih. Najlepša hvala. Gospod doktor, lahko za trenutek še ostanete pri mikrofonu. Na teh fotografijah vidimo samo pravilne nasmehe. Nikjer ni opaziti nepravilnega ugriza. Povejte mi, kaj dejansko je lep nasmeh? So to beli zobje, so to pravilni zobje, so to zobje, ki na nek način sporočajo, da je to vendarle nekaj, kar cenimo in v življenju pravzaprav nam to veliko pomeni. Kaj menite vi? Ja, v bistvu imam daljši pa krajši odgovor, bom krajši.
nek pravilen nasmeh oziroma nek ideal, kateremu težimo, ima dve zgodbi. Prva je mogoče bolj klinična. Ne? Pravilen nasmeh je kot prvo zdrav, je stabilen, je lep in pa trden. Ne? Torej, to so vse 4 komponente, za katere tako bdimo dneve in noči v kliniki ustna medicina, torej celosten pristop nasmehu. Vendar ima nasmeh še bolj pomembno komponento, to pa je ta energetska. Zavedati se moramo, nasmeh izhaja iz srca in usta oziroma zobje so samo mediji, ki na koncu konča v srcu prejemnika. Skratka, prava energija in lepi zobje, to je tista zmagovalna kombinacija za dober in lep nasmeh. Lepo ste to rekli. Ja. Tako, mislim, da je mikrofon že prižgan in čas je, da pogledamo, kdo je lastnica nasmeha. Mislim, da bomo potrebovali fotografijo in to je nihče drug kot Nastja Lasbacher po izboru ljudstva. Še enkrat čestitamo, seveda si zasluži vaš aplavz in pogledamo, kaj bo gospodična oziroma gospa Nastja dobila. Žal mi je, da nisem tudi jaz med tistimi, ki se takole smehljajo, kaj ti dobijo nad vse čudovito nagrado in sicer brezplačno profesionalno fotografiranje v studiu Mides Design pod okriljem priznane fotografinje Urške Košir. Predvidevam, da gre bolj za običajno fotografiranje, ne neko, recimo, erotično, ne? Tega ne bo, no, pa ste se nasmejali. Ja. In še drugi del nagrade, celostna diagnostika ustnega zdravja v kliniki za celostno zobozdravstvo, ustna medicina v vrednosti 500 evrov. Iskrene čestitke, sliši se lepo, zdaj pa je čas, da zbrana humanitarna sredstva predamo v prave roke. Sredstva smo zbirali na več načinov in sicer s prodajo fotografij, telefonskimi donacijami in donacijami številnih podjetij. Zdaj pa prosim, da se mi na odru pridruži gospa Anita Ogulin, za katero se zdi, da je ena redkih v tej državi, ki jo skrbi za tiste, ki ne morejo ali zmorejo več poskrbeti sami. Gospa Košir, doktor Pirtovšek in doktor Perko, Čeki ter trije so pripravljeni in tudi tisti, ki bodo denar potrebovali. Je tako, gospa Ogulin? Izvolite. Torej, podeljujemo kar 3 donacije in sicer donacijo avtorice projekta gospe Urške Košir in podjetja Mides Design v višini 4000 evrov. Izvolite. Ja. Gospa Ogulin, kasneje bomo še nekaj spregovorili na temo dobrih del. Zdaj pa je tu že druga donacija, ki jo poklanja klinika za celostno zobozdravstvo, ustna medicina. V višini 4000 evrov. Tu je še donacija vseh posameznikov in ostalih podjetij, ki so se akciji pridružili in donirali po svojih močeh. Ta znaša 5000 evrov. In zdaj imamo še dobro novico oziroma dobro delo. Radi bi se zahvalili Business Network International. Nagrado oziroma zahvalo bo prejel gospod Uroš Vadovinac iz podjetja Zlati Gi, katerega dobrote bomo kasneje tudi probali. Še en aplavz, prosim. Tako, zdaj je nekaj časa za fotoseanso, nekaj nasmeha bi vendarle potrebovali, gospa Ogulin, a veste? Ja. Slikajo vas. Ja. Zato, da se malo nasmejete, glede na to, da je to akcija naj nasmeha, veste? Ja. Ja, se res.
res, da lepota ni zaključena. To je res. Ja, izvolite. Rada bi samo povedala, da te dva čeka, ki sta bile poklonjena strani Mides Dizajna in ustne medicine, to je gre v bistvu za pokritje vseh stroškov te akcije, namreč ta akcija je zahtevala kar velikega vložka in na ta način smo se pokrivali. Teh 5000, ki jih pa poklanjamo, je pa v bistvu neto denar. Zbrali 5000 je bil tudi naš cilj začetni in zelo smo vsi veseli, da smo ga dosegli in se pravi, teh 5000 evrov gre kompletno Zvezi prijateljev mladine. Kar se potiče tega čeka, gre pa za VNM organizacijo, znotraj katere se je odzvalo ogromno podjetij, tudi spet dva sta danes tukaj, Rodica z Vini in Dušan z Zlatim gejem in smo pač rekli, da bomo dali še posebno zahvalo VNI-ju kot organizaciji, ker njihovo načelo je Givers Gain, se pravi, kdo daje, pridobiva in ni lepšega kot za ponazoriti tak dobrodelni dogodek. Tako, to seveda zahteva plan. Zdaj pa seveda izzivam gospod Vili, da povem, kako je danes biti mlad, v tej deželi je to težko, oziroma vsaj lažje z vašo pomočjo. Ja, bom pošteno povedala, dober večer, vsem skupaj verjamem, da je lep, za nas je izjemno dober, za otroke bo pa še vesel in srečen. Ampak tako je, ko se združi zdravje, ko se združi umetnost, smo slišali, je življenje. In če je življenje z nasmehom, mi vemo, da je to dobra energija, da je to veliko tega, kar naši otroci potrebujejo. Ne, nimajo lepega življenja v tej deželi, vsaj vsi ne. In mi, Zvezo prijateljev mladine, tudi Koper, se izjemno trudimo, da bi imel vsak otrok življenje, kot se spodobi, spodbudno, zdravo in takšno, kot pristoji vsem državljanom Slovenije. Jaz vam ne morem izraziti hvaležnosti za vse, kar bodo otroci s to donacijo dobili. Ustni medicini, Urški Košir. 6 let smo že skupaj in Urška, ena sama rošča, ne bo za vseh 6 let. Jaz si ne zamišljam projektov brez vašega sodelovanja, jaz si ne zamišljam, kako ne otroci živijo brez umestnosti in jaz si ne zamišljam, kako ne otroci jedo brez nezdravih zob. Tako da hvala lepa organizatorju nocojšnje prireditve, hvala voditelju, hvala vsem vam, hvala Zvezi prijateljev mladine Koper za delavnico in ostale skrbi, hvala, ker ste in hvala, ker smo skupaj, ker samo skupaj lahko naredimo nekaj dobrega. Vsak sam pa vemo kako. Pa še nekaj bom povedala, kar me spremlja vse življenje. Kar prejmemo je za življenje, kar dajemo je pa za srečo. Bodimo srečni. Hvala. Tako, mislim, da smo počasi že pri koncu in kot rečeno, vsega lepega je enkrat konec. Vseeno ne smemo dovoliti, da bi nasmehi iz leta v leto postajali bolj grenki. Iskrena hvala za pozornost, če ste pripravljeni pomagati, je seveda še vedno čas. Razstavljene fotografije so naprodaj, prav je in se spodobi, pa da ob koncu pogledamo še, kdo je pravkar zaključeni dogodek omogočil. Urška, bi vi morda še kaj povedali? Ja, jaz bi samo izkoristila priliko, pa bi samo povabila za 2 besedi naša portretiranca Gorka, vidim, da sta tukaj, pa bi samo lepo vprašala za eno manjšo misel v zvezi s sodelovanjem pri tem projektu. Zdenja pa Matej, prosim. Kar pogumno, ja? Iz prve roke želim slišati, kako je bilo za vas, ker ste pač sodelovali v tem slikanju, kaj vam v bistvu pomeni ta projekt in kako se vam je zdelo vse skupaj. Zdaj, ko zaključujemo, skupnimi močmi, ko smo zbrali toliko lepih sredstev. Prvo, kar je bilo, sem Urško vprašala, čemu bojo namenili te nasmehi in te fotografije. Ko mi je povedala pravzaprav vsebino tega projekta, nisem razmišljala, samo pristopila sem. Moram reči, da res je ta projekt presegel vse razsežnosti, kot smo si zamišljali, ampak če samo pomislimo na to, bom rekla, na pravo vsebino tega projekta, delo, ki je storjeno za otroke, mislim, da smo odprli zelo veliko prostora in srca za vse nas in bom rekla za vse, ki ste sodelovali in pa za tiste, ki so vključeni v ta projekt.
Bilo je veliko veselja, bilo je veliko zanimivosti, spontanosti, druženja z celo ekipo sodelujočih, ker to ni samo Urška in to ni samo ta tim, ki je bil tukaj omenjen, to je veliko širše in večplastno delovanje. Tako da bi rekla izjemno in se zahvaljujem pravzaprav vsem. Bi pa samo z eno mislijo zaključila. Včasih je potrebno tako malo, da je dovolj. Ko se eden zgane in če se zgane še drug, naredimo lahko veliko. To je to. Prvo dobročil sem skupaj, jaz sem povedal par besed o samem projektu in kako se mi je to zdelo vse skupaj. No, jaz sem predčasno v bistvu se držil slikanja in rekel, vse sem potem odšel na 6-mesečno plovbo in sem spremljal tekom plovbe, sem spremljal, koliko sem imel pač priložnosti, kako se odvija ta cel projekt in moram reči, da se mi je zelo dopadlo. Ko sem videl vse te nadaljne nasmehe in vso to pozitivno energijo, ter pa sploh na koncu bi sem videl, koliko je bilo zbranih sredstev za Zveze prijateljev mladine. Moram reči, da, kot sem že povedal, kot ste videli mogoče že na plakatih, pač moj nasmeh pričara vsi ti trenutki sreče, ti majhni trenutki, bom rekel, ki jih moram oceniti, že recimo konkretno, če nekaj narediš za nekoga, za prijatelja, za brata, se ti nasmehne nazaj in mu je, bom rekel, drago, mu je lepo, no, tako. In tako, to je to vidim za po mojem imenu. Malo teže še govorim slovensko, ker pol leta sem pač bil tako, v angleščini sem v hrvaščini. Lep večer sem skupaj. Urška, še kakšna misel v koncu? Kot sem že stokrat rekla, hvala vsem. Primarno mojim staršem, ki podpirajo vse skupaj, partnerjev, ki je tudi zraven in pa ni besed, s katerimi bi lahko izrekla to zahvalo za ta projekt, ker res je prinesel toliko enih lepih trenutkov vsem nam in, kot sta že rekla, dr. Perko in dr. Pirtovšek, ni zadnji projekt in zagotovo bomo še naredili kaj dobrega, ker v slogi je moč in skupnimi močmi lahko dosežemo še veliko več, kot bi vsak posamezno. Tako da res, hvala. Hvala vsem trem za lepa mnenja in lepe nasmehke. Zdaj pa res, kot obljubljeno, poglejmo, kdo je vse omogočil ta projekt. To je bila seveda Univerza na Primorskem, kjer prepoznavajo pomen prostovoljstva, zato dobrodelnost in humanitarne akcije z veseljem podpirajo. Kot prva institucija z področja visokega šolstva so slednje v pravno-formalni obliki zapisali in sicer na Inštitutu Andrej Marušič Univerza na Primorskem, kjer so sprejeli tako imenovani pravilnik o prostovoljstvu. To seveda zasluži aplavz. Zahvala gre seveda tudi mestni občini Koper z županom gospodom Borisem Popovičem, ki je prepoznal pomen projekta in se odzval prošnji za častno pokroviteljstvo zaključnega dogodka, vse to v dobri veri, da bodo tudi z njihovo podporo nekomu narisali nasmeh na obrazu. Hvala tudi Adrii Mediji, ki izdaja Story, Automagazin, Novo, Cosmopolitan in Playboy, številne druge edicije, ker so nas vse skozi medijsko podpirali v celotni akciji. Hvala ekološkemu vinogradništvu Rodica, ki je ena največjih ekoloških vinogradniških kmetij v Sloveniji. V Truškah, v srču slovenske Istre, 15 km od Kopra. Mlada vinogradniška družina, katere člani so poleg Marinka še žena Suzana in sinovi Matic, Aleš in Rok, je leta 2009 pridobila certifikat ekološke pridelave. Mimogrede, družina skrbi tudi za univerzitetni vinograd. Aleš je danes z nami in bo po prireditvi vse vas povabil, da to odlično kapljico tudi preizkusite. In tu je še Zlati Gi in gospod Dušan Badovinac. Je zdaj prav? Je. Prideluje kulinarično zlato, odlično kuhano maslo, ročno in z ognjem ga oplemeniti, da postane najbolj vsestransko in nepokvarljivo olje oziroma Zlati Gi. Različne vrste namazov nam je danes pripravila ekipa Zlati Gi, ki prihaja iz Bele krajine in vse te zdrave dobrote boste lahko seveda tudi preizkusili. Ni še konec.
Iskrena hvala pekarni Jurček, ki je poskrbela za torto velikanko, s katero se bomo danes posladkali. Najdete jih v Depali vasi, za vas pa pripravljajo pecivo in odlične torte za vse vrste priložnosti. Posebna zahvala gre tudi podjetjem znotraj skupine BNI, katerih vodilo je Givers Gay, oziroma tisti, ki daje, tudi pridobiva. Podjetja, ki so članice te skupine, so se od samega začetka projekta aktivno vključila v sodelovanje in projektu pomagala, da je zagledal luč sveta v svoji končni obliki. In nenazadnje se zahvaljujemo vsem posameznikom in ostalim donatorjem, dobrotnikom, ki so projekt po svojih najboljših močeh podprli in narisali mnoge nasmehe. Ne pozabite, nasmeh odpira vrata, okna in srca. Hvala, ker ste, vse dobro tudi v prihodnje in nasvidenje ob letu Osore. Gremo jesti.